Kdaj je smiselno iti v korenito prenovo, takšno, ki dodobra predrugači zunanjost in notranjost, in kdaj je bolje enostavno podreti in zidati na novo? Včasih imajo prvo besedo čustva. Glavni argument pa je dejansko stanje hiše, pove projektantka prenove, ki vam jo pokažemo v naslednjem prispevku. Če bi tole hišo videli pred kakšnimi 3 leti, je danes gotovo ne bi prepoznali. Zaradi predanih lastnikov in zelo natančne arhitektke je to danes čisto nova, sodobna hiša, čeprav iz 70-ih let. Petra, vi ste projektirali tole veličastno prenovo. Hiša zdaj ne samo na prvi, ampak roko na srce tudi na drugi pogled zgleda kot novogradnja. In me zanima, kakšna je bila prej, v kakšnem stanju ste jo dobili v roke? Pa v bistvu to je hiša, medetažna hiša iz 70-ih, ki je bila delno okupana. Postavljena je bila v bistvu na sredo ene izredno dolge in relativno ozke parcele. Imela je 5 medetaž, povezane so bile z nekim notranjim stopniščem, to je bilo temno. Zgornja etaža je bila pravzaprav neizkoriščeno podstrešje, do katere si lahko prišel samo po lestvi. Imela je v bistvu en tak zunanji vhod preko podesta, po stopnicah. Imela je v bistvu mnogo majhnih prostorov z izredno nizkimi stropovi, pa tudi garaža je bila v bistvu znotraj hiše in uvoz je bil s severne strani. Kako pa je z dokumentacijo, s papirji pri takile bolj koreniti prenovi, ko ne gre samo za kozmetično olepšavo? Pač to je rekonstrukcija, kar pomeni, da tlorisni gabarit in višinski gabarit stavbe se ohrani. Vendar, ker spreminjamo pač konstrukcijske elemente, njihovo zmogljivost, potrebujemo gradbeno dovoljenje. In bistvo te prenove je bilo, kako en skupek majhnih sob z nizkimi stropovi predelati na način, da bi se v bistvu prostor odprl, da bi prostor optično, če ne konkretno, dejansko povečali. Tako da smo naredili ogromno nekih odprtin v obodu in v notranjosti stavbe, podrli smo zunanje stopnišče, odstranili smo napušče, razen na južni strani, kjer smo ga konkretno konzolno podaljšali na teraso, da je zdaj v bistvu senči leto in da v bistvu preprečuje pregrevanje bivalnega prostora poleti. Nenazadnje je v bistvu namenjena paru, tako da lahko tudi spalnica in kopalnica včasih postane del bivalnega prostora, kadar je recimo v uporabi z wellnessom. In kako korenito ste šli spreminjati notranjost? Katere vse posege je doživela tale hiša tekom prenove? Ja, v bistvu smo obdržali samo grobo konstrukcijo stavbe in to notranje stopnišče. Odstranili smo pa v bistvu vse tlake, veliko odprtin smo naredili po obodu in znotraj hiše. Na ta način smo v bistvu ta bivalni prostor razširili od predprostora v polkopani kleti do pritličja, kjer je zdaj povezan z kuhinjo in jedilnico, do delovnega prostora v prvem nadstropju in vse do mansarde, kjer je v bistvu wellness. Pri prenovah je pogosta težava, da so obstoječe višine tlakov izredno nizke, zato so se odločili, da talno gretje položijo kar direktno na armaturno mrežo. Ogrevanje in hlajenje smo rešili s toplotno črpalko. Hiša se zdaj ogreva na talno gretje. Toplotna črpalka je v bistvu neka notranja enota, neka omara, ki je pozicionirana v utilitiju. Zunanja enota je na zahodni strani in je praktično nevidna. Ko mi je naročnik sporočil, katero toplotno črpalko je izbral, sem bila zadovoljna, ker ta ni samo, da dobro dela, ampak tudi je lepa. Dejan, me zanima, kakšen sistem ogrevanja je najbolj pametno izbrati pri takih prenovah hiš iz 60-ih, 70-ih let? Najprej treba pogledati, kaj je v tistih letih bilo uporabljeno kot ogrevalni sistem. Običajna hiša v tistem obdobju je uporabljala kurilno olje, radiatorje, ki so nekako posegali v prostor, ki smo ga posebej namenili kotlovnici, v kateri je bila peč, plus rezervar za kurilno olje. Torej, ko gremo v eno tako celovito prenovo, običajno želimo sprostiti prostor, torej pridobiti nove površine
in v takem primeru se znebimo kurilnega olja, se znebimo peči na kurilno olje, istočasno pa tudi radiatorje nadomestimo s stalnim ogrevanjem. Če se investitor v primeru obnove odloči istočasno tudi za izgradnjo sončne elektrarne, v takem primeru potem praktično lahko računa, da bodo stroški ogrevanja minimalni ali celo nični. Prav tako se pa v fazi prenove razmišlja tudi o hlajenju. Se pravi, ko razmišljamo o talnem ogrevanju, lahko talno ogrevanje uporabimo tudi za pohlajevanje prostora, vendar pohlajevanje prostora ni dovolj, potrebujemo tudi obdelavo zraka, zato pa običajno uporabimo konvektorski sistem ogrevanja in hlajenja, s čimer v poletnem času zrak ne samo ohladimo, ampak tudi osušimo. Na ta način dosežemo ustrezno bivalno klimo v prostoru, ki potem izboljša udobje bivanja. Kako je pa s servisiranjem danes toplotnih črpalk? Če kaj gre narobe, ali pa če slučajno uporabnik sam česa ne razume, ne zna naštimati? Seveda smo danes vsi povezani na tak ali drugačen način, omreženi, tehnologija nas prepleta, zato so tudi naše toplotne črpalke pripravljene in povezane v oblak, tako da preko oblačne storitve lahko tudi mi neposredno pomagamo končnim uporabnikom pri upravljanju naprave in tudi v primeru nedelovanja lahko prvo diagnostiko opravimo nadaljavo, tako da tudi pri samem posegu na objektu minimalno časa porabimo za to, da motimo mir uporabnika. Toplotna črpalka je izjemno čist in enostaven ogrevalni sistem, ki ne potrebuje klasične kurilnice. Zahvaljujoč majhnim dimenzijam so jo postavili kar v omaro v pralnici. Istočasno smo posvetili tudi veliko pozornost dizajnu obliki zunanje enote, ki se nekako zliva z zunanjo obliko hiše, tako da harmonično tvori celoto, zaradi česar tudi arhitekti z velikim veseljem uporabljajo naše toplotne črpalke, ki nekako ne pokvarijo videza stavbe. Poleg tega pri prenovi vemo, da so to običajno stavbe, ki so v nekih obstoječih naseljih, kjer so sosedje blizu, in je zelo pomembno, da tudi z hrupnostjo ne posegamo, ne motimo tako lastnikov kot tudi sosedov. In se pravi, naša toplotna črpalka je izredno tiha črpalka, tako da je do zdaj dokazala in pokazala, da je tako sprejemljiva za lastnike kot tudi za sosede. Petra, zdaj smo v tem vhodnem delu, tukaj se pride v hišo, ne? Ampak kaj je bilo tukaj prej? Tukaj je bila prej garaža, a ne? In v bistvu ta garaža je bila čist premajhna za današnje v bistvu avtomobile, ima izredno nizek strop in v bistvu v to garažo smo pozicionirali nov predprostor. Umestili smo tudi vhod, umestili smo ga pod zunanji obstoječi zidek, ki je zdaj hkrati tudi nadstrešek, tako da smo ubili dve muhi na en mah. Evo, tu je utility, mogoče ni čisto klasičen utility, ampak bolj kot neka kopalnica. Hkrati je tukaj shranjena tudi toplotna črpalka in spet je ta utility povezan z zunanjo teraso na severni strani. Eden od teh elementov je recimo na kolescih in se lahko uporablja tudi za to zunanjo kuhinjo, recimo. Super. Evo, to je to stopnišče osrednje, ki smo ga ohranili. Ohranili smo v bistvu obe stopniščni rami in nastopne stopnice hrastove, masivne, odstranili smo pa obstoječo leseno ograjo in jo nadomestili s stekleno, z namenom, da je vse skupaj bolj transparentno. In v to notranjo stopniščno ramo smo vgradili v bistvu letov, da pač diskretno osvetli stopnice. Pri prenovi je potrebno, da se toplotno izolira vse notranje stene vkopane v teren in celoten obod stavbe. Tega so se lotili tako, da so v kleti in v bivalnem prostoru odstranili obstoječi tlak ter ga poglobili za namen hidroizolacije. Na ta način so se izognili toplotnim mostovom in morebitni vlagi, ki bi povzročala razvoj plesni. In zdaj smo v tem osrednjem, svetlem, velikem prostoru, ki pa daje malo idejo glede barv in materialov, ne? Ja, res je, tukaj je v bistvu zajeta cela barvna skala, ki je bila uporabljena in to je pač bela po obodu, hrast v tlaku in posameznih elementih opreme in potem pa mogoče še peščeno siva v keramiki, potem so pa dodatki v črni barvi, orehu in terakoti.
No, pa niso samo dodatki, se je cela kuhinja črna. Kar vidimo, je to še vedno trend temne barve v kuhinji, črne kuhinje. Recimo, ker pravijo, da na črni podlagi hrana bolj zaživi. Evo, zdaj se približujemo v bistvu spalnici. Tukaj specifika, da ni bilo obstoječega stopničnega podesta in to smo rešili na način, da smo vgradili dvoje velikih drsnih vrat. Lepo. Tako da je spalnica lahko del bivalnega prostora ali pa ločena od nje. Tukaj smo se spet soočali z nizkimi stropovi. Stavbe nismo želeli dvigati, želeli smo, da ohranimo tlorisen gabarit in višinski nespremenjen. In zato smo posteljo pozicionirali na sredino, da je zadosti v bistvu stojne višine. In hrbtišče njeno je v bistvu nočna omarica. Aha. In zdaj greva že v 5. nadstropje, ne? Tako je, zdaj greva v najvišjo medetažo, ki včasih pač ni bila povezana z ostalimi etažami, tako da smo dodali eno stopnično ramo, dodali smo ta stopnični podest oziroma ta mostovž in na to etažo umestili v bistvu domači wellness savno, pa tudi izvensezonsko garderobo, v katero smo skrili rekuperacijo pa inštalacijo za sončno elektrarno na strehi. Prenova ali nadomestna gradnja sta z ekološkega vidika veliko boljša odločitev kot novogradnja. Predstavljena hiša je lep primer, kako prenoviti hišo, da uporabnikom nudi funkcionalnost in udobje kot novogradnja.